Primarno poslanstvo dimnikarja je, da s svojim znanjem, svojim strokovnim delom zagotavlja uporabnikom svojih storitev varno in kvalitetno bivanje v prostorih. To zagotavlja na ta način, da opravlja preglede, da opravlja meritve in da tudi svetuje strankam o eventualnih pregledih in potrebnih pregledih in napakah, katere bi bilo potrebno odstraniti. Hvala, da ste me rešili. Jaz priznam, jaz sem mislil, da to pač ni enega težkega dela, greš malo noter. Ni kaj drugič, pa ne to sami početi, saj zato so dimnikarji. Pa dobro, en dimnik malo saj, da se malo kucaš. Drugič vas bomo van odpustili, pa vas naj gasilci bom vlačal. Pa kazen napisali tudi ne. A to ne sme sam delati? A, kje pa? Kaj, obvezno vedno od dimnikarja? Zato so dimnikarji. Kaj sem jaz delal narobe? Kako v bistvu pravilen postopek čiščenja dimnika? Ja, zato moraš imeti, bom rekel, prvo neko znanje, tako smo rekla, pa potem potrebno opremo, seveda. A ja, ne bo šlo sam z eno kartačo? Ne, okej, pa... Kaj vse rab, recimo, dimnikar? Ja, dimnikar rabi od osebne opreme, recimo, če že gledamo torbo, potem ročno melo, vse sorte, razne pripravke, izvijače, klešče, pleskarsko lopatico, ogledalo, recimo, ne. Ogledalo? Seveda, da smo da se pa takrat končaš. Da smo ne, da se vidi gor po dimniku, evo. A ja, pa sem se malo, ja. Je prava slika, ne. Ja. Bi vi to meni pokazal, kako se to spuci? Ja. Se ne bom, obljubom, ne bom tega sam počel, sam bi prvi videl profesionalca. Če vi meni obljubite, da tega ne boste nikoli več sam počel. Obljubom. Če pa bom pa na vas... Ne, se ne bom. Časno? Časno. Pol pa dajmo proba. No, da vidimo, kako to zgleda. Kjer god razgled, Aljoša? Svež zrak je res bogatstvo, ne, Sašo? Ja, seveda. Tukaj sem vam pripeljal, da vidite, v kakšnem obsegu moramo izvajati naše storitve, da ga tudi zagotavljamo. Kaj se meni zdi, da je tale dimnikarski poklic čisto enostavno, da bi lahko ljudje kar sami čistili dimnike. Ja, prvi pogoj, ki je, da ta poklic lahko opravljaš, je, da si v dobri kondicijski pripravljen, kar sicer ti nisi, ne? No, vidiš. Ker na streho priti si sam videl, kako je naporno, drugo pa je tako, za vsak drug poklic je tudi pri nas predpisana minimalna izobrazba, da se te storitve lahko izvajajo. Kaj pa, jaz ne razumem, a dimnikar pride vsak dom? Ker, mislim, jaz živim v bloku, ne? Ja. Pa jaz še nikdar nisem videla dimnikarja. To je zato, ker ti nikoli ni bilo doma, ker je dimnikar prišel. Se smota, ne. S hišnikom čisti dimnik. Ja, to je ena resnica, druga pa je takšna, da mi izvajamo storitve, pri katerih je direktni stik z uporabniki, seveda pa je tudi indirektni stik. To je v večstanovanjskih objektih, ki imajo ogrevanje na daljinsko, se pravi, ni samostojnih kurilnih naprav, tam pa se izvaja čiščenje na takšnih zračnikih, ki jih vidimo tukaj, in s temi storitvami zagotavljamo tisti minimalno sanitarno varnost v stanovanjih v takšnih objektih. Pa zakaj je to sploh pomembno? Zakaj moramo sploh dimnike čistiti tako pogosto? Je tako, zdaj večinoma storitev, ki jih izvajamo, z njimi zagotavljamo požarno varnost. To je naša prva naloga, da skrbimo za požarno varnost. Z ostalimi storitvami, se pravi z nadzorom, pa zagotavljamo tudi čist zrak, ki je danes tudi glavna tema. Se pravi, da z meritvami dimne emisije, ne emisije, zagotavljamo kontrolo, s katero dejansko osveščamo ljudi in jih pripravljamo tako daleč, da svoje kurilne naprave servisirajo in da dejansko onesnažujejo okolje minimalno. Imate pa kar dosti posla. Veliko. Se vidi, ja.
Naši predniki v svojih lesenih hišah niso imeli dimnikov, pač pa je dim preprosto uhajal skozi odprtino v strehi. V mestih, predvsem v srednjem veku, je bil dimnik pogosto lesen. Odprti ogenj na tleh je bil nekoč edini vir toplote tako v enostavnih lesenih kmečkih hišah, kot tudi v meščanskih hišah in velikih dvoranah gradov. V Sloveniji poznamo zidane dimnike že zelo dolgo. Vsi smo najbrž že slišali za črno kuhnjo. To je bil prvi slovenski dimnik.